Lep pozdrav. Veseli smo, da ste se nam pridružili na tokratnem spletnem dogodku. V sodelovanju z Društvom za KVČB smo jih imeli letos že kar nekaj, tako da približno vsaj člani Društva za KVČB že veste, kako to gre. Jaz sem Vesna Tomaževič, urednica revije Medicina danes. Ob meni pa sta danes še Mateja Saje, predsednica Društva za KVČB, in profesor Alojzij Han, zdravnik, specialist klinične mikrobiologije, redni profesor mikrobiologije in imunologije na Medicinski fakulteti v Ljubljani, pa tudi vodja oddelka za imunologijo na Inštitutu za mikrobiologijo Medicinske fakultete v Ljubljani. Evo, uspelo mi je povedati. Torej, potem, ko vas bo na kratko pozdravila predsednica društva Mateja Saje, bomo predvajali predavanje profesorja Ihana, v katerem pojasni, kako deluje naš imunski sistem, ko se sreča z novim koronavirusom. Pa tudi kakšna cepiva so tiste, ki jih vsak čas pričakujemo, kako delujejo, kako so pravzaprav proizvedena in kaj lahko pričakujemo. Profesor je potem pripravil tudi eno krajše predavanje o imunskem sistemu oseb s KVČB-jem. Po tem predavanju pa sledi en kratek pogovor z vsemi vprašanji, ki smo jih te dni prejeli od vas že vnaprej po mailu, pa tudi tistih, ki jih boste postavili v živo. Na vsa vprašanja bomo torej odgovorili na koncu, tako da jih lahko ves čas postavljate. Tukaj spodaj imate eno rubriko Q&A, in tam, če kliknete, lahko ta vprašanja postavite. Kot verjetno že veste, Evropska komisija izdala dovoljenje za pogojno uporabo cepiva ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha. V kratkem naj bi to storila še za cepivo podjetja Moderna, tako da je tema zelo vroča, ker pričakujemo, da bo vsak čas tudi v Sloveniji se cepljenje začelo. Tako da lep pozdrav še Mateji Saje. Če se, prosim, priklopite in pozdravite. Dober večer, želim vsem skupaj. Kot je povedala Vesna, cepivo je pogojno odobreno. Države Evropske unije bodo cepivo po napovedih prejele v soboto, nekatere bodo s cepljenjem pričele že v nedeljo. Zato smo v društvu pohiteli in pripravili današnji webinar, da se lahko še tik pred tem kaj podučimo ali razjasnimo, kakšno našo dilemo okoli cepljenja proti COVID-19 pri naši bolezni. Iskrena hvala profesorju Ihanu, da se je odzval na povabilo k sodelovanju. Hvala moderatorki Vesni, Alenki in vsem ostalim v ekipi Financ, da ste nam prisluhnili in nam pomagali v tako kratkem času pripraviti webinar. Ker smo tik pred prazniki, naj vam zaželim, da preživite Božič v ljubezni in radostni spokojnosti v krogu svoje najožje družine. V letu 2021 vam želim obilico zdravja, veliko dobre volje, dovolj časa za drobne trenutke, ki prinašajo veselje, in mnogo srečnih dni. Srečno! Hvala, Mateja. Zdaj pa smo ravno prav ogreti, da lahko pozorno prisluhnemo še predavanju profesora Ihana. Malce bo... Kar izvolite, ja, malce bo na začetku bolj strokoven, ampak predlagam, da potrpite, ker je zelo poučno. Lepo pozdravljeni. Naslov odraža v tem trenutku eno najbolj aktualnih svetovnih tem, in sicer vzrok je mora, ki nas že eno leto pravzaprav preganja, in se je začela decembra 2019 na Kitajskem. Tam so poročali, da je nastala neka nova bolezen, nekakšen SARS, in ta novica nas je pravzaprav januarja tega leta na nek način pomirila, kajti SARS smo poznali iz leta 2004, prav tako se je pojavil kot respiratorna okužba, ki lahko povzroča težko pljučnico, in zaradi tega je nastal vtis, da iz tega lahko nastane svetovna katastrofa, vendar se je potem izkazalo, da so bolniki kužni šele v stanju pljučnice, kar pomeni, da so kužili predvsem zdravstveno osebje v bolnišnicah, in ko je to začelo nositi ustrezno zaščitno opremo, je pravzaprav SARS izzvenel. Na žalost pa se novi koronavirus ni pokazal
podoben SARS-u, namreč podoben SARS-u je samo v tem, da lahko povzroča težko pljučnico in pa številne sistemske patološke spremembe, ampak po drugi strani je pa, kar se nalezljivosti tiče, podoben prehladnim koronavirusom. To pomeni, da se nahaja v nosno-žrelnem prostoru 2 do 3 dni pred izbruhom bolezni in v tem času je okuženi lahko prenaša okužbo na druge ljudi. Še bolj neprijetno je, ker lahko poteka okužba tudi brezsimptomatsko in v tem primeru lahko človek, ki ne zboli, tudi prenaša okužbo. In to je pa seveda recept za svetovno katastrofo, po eni strani razmeroma težka bolezen, po drugi strani respiratoren oziroma kapljični prenos in seveda zaradi tega je postal SARS-CoV-2 povsem na drug način pomemben, kot je bil SARS iz leta 2004. Torej, virus spada seveda v skupino koronavirusov in tako kot vsi se veže na celice preko angiotensin konvertaze, to je AC2 receptor, ki je receptor za viruse, in ti virusi in ti receptori se nahajajo na nosnih epitelijskih celicah, na celiarnih celicah zgornjih dihal, na tipu 2 alveolarnih epitelijskih celicah, pa na črevesnem epitelu, endotelnih celicah v žilah, torej marsikje. No in virus se prime AC2 receptorja z proteinom bodice S. Ta protein bodice se torej veže na AC2 receptor. Pri tem je ta virus poseben v tem, da ima eno mesto, ki ga drugi koronavirusi nimajo, in sicer je to furin vezavno mesto, ki ga sestavljajo bazične aminokisline. To vezavno mesto je pravzaprav toksično mesto, kajti veže se na furin. Furin je pa pomemben pri aktivaciji natrijevih kanalov v celici in na ta način pravzaprav vezava virusa tekmuje za furin in na ta način povzroči disfunkcijo natrijevih kanalov in edematozno poškodbo epitelijskih celic. To pospeši njihov razpad, sproščajo se potem molekule, ki signalizirajo nevarnost, DAMP, in makrofagi v odgovor na te molekule začno proizvajati citokine in tako nastane potem značilen citokinski vihar, ki pomeni v regionalnih bazgavkah atrofijo foliklov in na ta način si pravzaprav virus zavre protitelesni odziv in seveda lahko obstane v telesu z manj ovirami. Torej, pomembno pri invaziji virusa je tudi njegova zmožnost, da zna izklopiti interferon 1 mehanizem. Interferon 1 je znotrajcelični mehanizem, ki zavira virusno replikacijo. No in virus, če v dosti veliki množini vdre v celice, to pomeni, če je infektivna doza virusa zadosti velika, če imajo celice razmeroma veliko AC2 receptorjev, vemo, da jih na primer otroci nimajo veliko, v tem primeru pride razmeroma veliko virusa v celico in virusni proteini delujejo kot inhibitorji za interferon 1 aktivacijo in to potem preokrene protivirusno obrambo celice v vnetje. Vnetje virus dodatno stimulira za svojo ribonukleinsko kislino, ki se veže na tolične receptorje 3 in pa 7. Trojka veže dvojnovijačna RNK, 7 pa enovijačna RNK. No in če se ta kretnica zaradi večje množine virusa obrne torej proti vnetju,
In prej sem še omenil, da virus povzroča za svojim mestom za furin tudi citotoksičnost, torej poškoduje celico. No, rezultat vsega je potem nagel razpad celice in nastanek citokinskega viharja. No in potem tukaj je shema samo patofiziologije poteka covida. In sicer celice se poškodujejo bodisi zaradi vezave virusa, to so predvsem epitelne celice, ki tej vezavi sledi virusna replikacija, in če je virusa zadosti, tistega, ki vdre v celico, nastane pač citopatogen efekt na epiteliju in poškodba celic. No, drugi mehanizem patofiziološki nastane zaradi vezave virusa na AC2 receptorje, in zaradi te vezave se virus, ko se potopi v celico, odnese s sabo tudi AC2 receptor in na ta način celice ostanejo z manj AC2 receptorji, in to pa seveda zmoti renin-angiotenzin-aldosteronski sistem in posledica je vnetje, vazokonstrikcija, spremembe v žilni permeabilnosti, kar ima potem številne žilne posledice. Tretji patofiziološki mehanizem nastane zaradi receptorjev AC2, ki so na endotelnih celicah žil. Tudi tukaj se lahko virus neposredno veže na žilni endoteli, poškoduje endoteli žil in na ta način pride potem do tromboz, fibrinolize in pa ostalih patoloških dejavnikov na žilah. No, in omenil sem že, da virus močno vpliva tudi na imunski sistem, s tem, ko preko poškodbe celic povzroči citokinski vihar in to potem povzroči atrofijo zgav. No, proti virusu je seveda ena od idej, da se mu zoperstavi z ustreznim cepljenjem. Cepljenje je že zelo star postopek, namreč temelji na tem, da uporabimo neškodljive delčke mikroorganizmov, ki jih cepimo v telo. Na ta način omogočimo imunskemu sistemu, da se razmnožijo limfociti, in sicer normalno se limfociti proti povzročitelju, ki ga prvič srečajo, razmnožijo šele v 1 do 2 tednih po začetku bolezni in v tem času traja bolezen. S cepljenjem, ki ga pa naredimo preventivno, pa si razmnožimo limfocite že prej in na ta način si prihranimo prvo prebolevanje okužbe in pridobimo imunsko zaščito, enako kot bi jo nam pustila bolezen. S tem, da pri cepljenju samo spodbudimo limfocite, ni pa težav, tveganj in posledic bolezni, ki bi jo sicer dobili. No, razmnoženi spominski limfociti potem preživijo v telesu več let in v tem času, kadar se srečamo z enakim povzročiteljem, se hitro reaktivirajo, v 1 do 2 dneh že organizirajo imunski odziv in ta imunski odziv navadno ustavi okužbo že v predsimptomni fazi bolezni. Torej, cepljenje je več kot 150 let star postopek, zelo dodelan in odločitev za cepljenje vedno temelji na oceni, da je mnogo bolj tvegano zboleti za nalezljivo boleznijo, kot pa je tveganje za zaplete po cepljenju. Torej, na teh shemah je pravzaprav prikazano, da limfociti za svoje razmnoževanje potrebujejo čas in ta čas jim pravzaprav damo, če pred infekcijsko boleznijo cepimo z delčki mikroorganizmov in omogočimo imunskemu sistemu,
tisti teden ali pa dva, da se pripravi, brez da bi se rabil med tem ukvarjati z boleznijo. No, kaj je s cepljenjem proti novemu koronavirusu? Torej, tarča vseh cepiv je predvsem protein bodice S, in sicer to je ta protein, ki ga ima virus, da se veže na AC2 receptor. In sicer tarča je še zlasti del proteina bodice S, ki ga imenujemo S1. To je ta del, ki se neposredno veže na AC2 receptor. No in protitelesa, ki nastanejo proti temu delu S1, zato neposredno preprečijo vezavo med virusom in pa med AC2 receptorjem. Na ta način preprečijo torej vezavo, da bi virus okužil epitelne celice, in zato ta protitelesa imenujemo nevtralizacijska protitelesa. Kajti, če ta protitelesa dodamo celični kulturi in potem skušamo kulturo okužiti z virusom, protitelesa preprečijo, da bi virus lahko okužil celice. No, to je še enkrat ta tarča, torej protein bodice S. Ta protein bodice se nahaja v dveh oblikah na virusu, v prefuzijski obliki, ko virus še ni na celico pritrjen, in pa v postfuzijski obliki, ko se virus veže na AC2 receptor. No in kar se tiče cepiv, je važno, da so proteini, ki so v cepivih, v prefuzijski obliki, kajti to je tista oblika, s katero se virus dejansko veže na AC2 receptorje. In zaradi tega so v cepivih proteini bodice S stabilizirani v tej prefuzijski obliki. Potem imamo še eno beljakovino, ki je v nekaterih cepivih pomembna, v večini jo pa niti ni. To je beljakovina nukleokapside. Ta beljakovina nukleokapside izzove nastanek protiteles, torej je bolj imunogena kot beljakovina bodice S, vendar ni znano, ali so protitelesa proti tej beljakovini zaščitna, zato veliko cepiv to beljakovina niti ne uporablja v svojih pripravkih za cepiva. Torej, ko govorimo o cepivih, govorimo seveda o različnih načinih, kako se cepiva naredijo. In sicer poznamo klasične cepilne platforme, to so klasični načini, na katera so bila do zdaj v glavnem delana cepiva. Najbolj enostavna in najbolj množično cepivo bi bilo, če bi nagojili novi koronavirus na celičnih kulturah, ga potem z kemijskimi snovmi inaktivirali. Naprimer, za inaktivacijo se lahko uporabljajo formalin in pa nekatere druge snovi, zato da virus izgubi infektivnost, pa hkrati ohrani imunogenost. No, in v tem primeru bi potem tako cepivo z inaktiviranim virusom lahko že uporabili za zaščito, vendar je problem problem te platforme, da je potrebno najti sistem, se pravi, najti je treba način množične gojitve teh virusov na celičnih kulturah, potem je potreba optimizirati kemično inaktivacijo virusa in vse to bi trajalo dolgo časa, veliko več, kot bi želeli, če bi hoteli pred naslednjo zimsko sezono ustaviti pandemijo. Podobno velja tudi za rekombinantna proteinska cepiva. Tudi to so cepiva, ki se uporabljajo za proizvodnjo številnih cepiv, vendar je problem, da temeljijo na rekombinantno proizvedenem proteinu in ta protein je potrebno seveda najprej skonstruirati, potem je treba preverjati, če je protein v resnici ustrezen
za to, da bo izzval imunski odziv. Potem zelo težaven je prehod na industrijsko proizvodnjo velikih količin cepiva. In časovno je torej to precej zamudno in ne obeta tistega, kar bi hotel svet za zaustavljanje pandemije. Še bolj zamudno bi bilo delati živa atenuirana cepiva, to pomeni, da bi morali novi koronavirus genetsko modificirati na ta način, da bi sicer ostal kužen, vendar bi bil manj virulenten in bi kot živ virus ne povzročil bolezni, pač pa bi povzročil nastanek zaščitnega imunskega odziva. To bi seveda spet terjalo leta in leta poskusov in zaradi tega so se države, ki so pač financirale v tej pandemiji razvoj cepiv, farmacevtske tovarne so pravzaprav samo izvajalci, medtem ko so poglavitne odločitve o tem, kakšne platforme se bodo uporabile, sprejele države, predvsem Evropska skupnost, pa Združene države Amerike, Kitajska in pa Rusija. No, te države so se večinoma odločile za tehnologije, s katerimi je mogoče v zelo kratkem času narediti ogromne količine cepiv, ki bi zadoščale za zaustavitev pandemije. To pomeni v nekaj mesecih milijarde odmerkov. No in v ta namen so bile zbrane dve tehnologiji. Ena je tehnologija vektorskih cepiv. V tem primeru gre za uporabo vnaprej pripravljenih modelnih virusov, torej katerih priprava in čiščenje ni treba na novo izumljati in optimizirati, ker so bili pač v preteklosti že narejeni za namen priprave cepiv. In druga tehnologija je tehnologija cepljenja z molekulami informacijske mRNK. To je pa povsem nova tehnologija, ki se je do zdaj sicer uporabljala pri proizvodnji eksperimentalnih cepiv, naprimer za Epstein-Barr virus, citomegalovirus, SARS, pa recimo za pripravo cepiv za rakaste bolezni. Vendar se seveda v registrirani obliki ta tehnologija še nikoli ni prakticirala. Torej, še malo o vektorskih cepivih. Torej, pri vektorskih cepivih gre za to, da namesto, da bi inaktivirali novi koronavirus, torej naš originalni virus, kar bi zahtevalo veliko optimizacije, se uporabi že vnaprej pripravljen modelni virus, naprimer opičji adenovirus, če govorimo o cepivu proizvajalca AstraZeneca. No, in v tem primeru je torej ta modelni virus že umerjen in pripravljen za proizvodnjo cepiva. V njega se samo vgradi nukleinska kislina, ki kodira protein bodice S. In torej na ta način dobimo opičji adenovirus, ki se ne more razmnoževati, ker je pač tak že bil narejen za cepivo, ki pa ima na površini še protein bodice S, podobno kot koronavirus. In torej, če se ta opičji virus torej vbrizga kot cepivo, potem je to podobno, kot bi vbrizgali inaktiviran koronavirus. Torej, imamo virus, ki se ne more razmnoževati v tkivu, ta virus potem fagocitirajo makrofagi in dendritske celice, ga razgradijo in potem potujejo v bezgavke, da naredijo imunski odziv proti virusu, seveda proti celemu virusu, in to pomeni tudi proti proteinu bodice S. In na ta način nastane imunski odziv proti proteinu bodice S, kar se pač želi s tem vektorskim cepivom doseči. Torej, prednost te tehnologije je, da je mogoče iz laboratorija v nekaj mesecih narediti vektorski virus in potem takoj preskočiti na množično industrijsko proizvodnjo cepiva v milijonih ali 10 milijonih odmerkih. S tem se preskoči veliko
časa industrijskega razvoja in optimizacij. In pa, kar se pa lastnosti cepiva tiče, gre pa tukaj pravzaprav za nereplikativen vektor, kar pomeni, da gre za virus, ki se ne razmnožuje v človeku in je zato cepivo pravzaprav zelo podobno klasičnim inaktiviranim virusnim cepivom. Tudi glede stranskih učinkov ne pričakujemo kakšnih razlik od teh klasičnih cepiv. Dodatno je pri teh cepivih možen edino zaplet, da nastanejo protitelesa proti modelnemu virusu vektorjev. To pomeni, da se ob cepljenju ali pa po cepljenju pojavijo protitelesa proti opičjemu adenovirusu, če govorimo o cepivu AstraZeneca. In če se ta protitelesa pojavijo po prvem odmerku, to pomeni, da ko damo cepivo z naslednjim odmerkom, ta protitelesa lahko zmanjšajo učinkovitost drugega odmerka. In s tem vprašanjem se trenutno tudi ukvarja AstraZeneca, ki je nekoliko zastal tempo pri registraciji njenega cepiva. No, potem so najbolj propulzivna tehnologija, to je tehnologija cepljenja z molekulami informacijske RNK. V tem primeru se namesto proteinov, ki bi se jih vcepili v telo, se pripravi samo sintetsko informacijsko RNK. Ta je izdelana z biokemijskimi postopki sinteze, kar pomeni, da gre za pravzaprav farmacevtski proizvod, torej tukaj ne gre za celične kulture, ne gre za sledove, ki jih v cepivu pusti gojenje na celičnih kulturah, ampak gre za sintetski proizvod, ki so mu dodani lipidi, da oblikujejo nanovezikle, ki zaščitijo mRNK. mRNK je namreč zelo občutljiva molekula, ki hitro razpade in zaradi tega se jo z lipidnim ovojem zaščiti in na ta način nastanejo potem nanovezikli, ki jih s cepivom vbrizgamo v mišico in ti nanovezikli se potem zlijajo z celicami, potem na ta način spustijo mRNK v citoplazmo celic in potem se zgodi tako kot z vsako mRNK, torej na mRNK se vežejo ribosomi, nastane tak polisom, ki nekaj časa sintetizira proteine, v tem primeru proteine bodice S, ker je ta mRNK pač kodira protein bodice S, in potem mRNK v kratkem času razpade, ostanejo pa proteini bodice S, ki so se sintetizirali medtem v citoplazmi. Treba je povedati, da je mRNK kot vsaka mRNK zelo nestabilna, torej v citoplazmi razmeroma hitro razpade, ne prehajajo v jedro in zato so strahovi, da bi ta mRNK prišla v jedro in povzročila neke genetske modifikacije celic, ki se nahajajo na mestu cepljenja, je ta bojazen popolnoma brez osnove. No, torej, potem v citoplazmi celic torej nastane protein bodice S, ki ga potem mišične celice izločijo in ti proteini potem pridejo v makrofagne celice, ki ga odnesejo v bezgavke in naredijo imunski odziv proti proteinu bodice S. Največja pomanjkljivost te platforme je nepreizkušenost, torej tovrstno registrirano cepivo še ni bilo nikoli v uporabi in to sproža nekatere pomisleke.
Prednost te tehnologije pa je enostavno masovna proizvodnja, namreč mRNK se dela biosintetsko, kar pomeni, da je mogoče narediti ogromne količine mRNK v zelo kratkem času in na ta način oblikovati oziroma narediti veliko količino cepiv, točno tisto, kar se v tem trenutku potrebuje od Pfizerja. Torej, proizvajalec Moderna je dal podobne podatke, torej tretja faza kliničnih preizkusov je bila praktično enaka po zasnovi kot pri proizvajalcu Pfizer-BioNTech in tukaj vidimo, da so tudi rezultati izjemno podobni. S tem, da tukaj vidimo, da prav tako po malo več kot 10 dneh se cepljena skupina, v tem primeru je ta rdeča, praktično preneha zbolevati, se pravi že po prvem odmerku, po dobrih 10 dneh se ustavi zbolevanje, medtem ko se populacija, ki je dobila placebo, še naprej kuži in iz tega se lahko izračuna spet okrog 95% zaščita pri mlajših od 65 let in nekoliko manjša 86% zaščita pri starejših od 65 let. Torej, če po prvem odmerku je zaščita kar 80%, se pravi, ljudje, ki so dobili samo en odmerek, so bili pravzaprav že 80% zaščiten in nihče, ki je bil cepljen, ni dobil težek potek covida. No, se pravi, ti rezultati glede zaščite so izjemno spodbudni. Zdaj, kakšni so pa rezultati v zvezi z možnostjo, da cepljeni prenaša okužbo? Teh rezultatov pa na žalost ni in jih tudi v doglednem času ne bo, kajti klinična testiranja cepiv se začnejo na preverjeno neokuženi populaciji, kar pomeni, da v protokolih testiranj ni poskusov, s katerim bi pri cepljenih ljudeh redno preverjali, ali imajo nasluzanci infektiven SARS-CoV-2. Vzrok za to je to, da gre za velike skupine in bi morali pri kliničnem testiranju pravzaprav preverjati kužnost tako, da bi nasajali kužnine na celične kulture. Tisto, kar so nekateri proizvajalci cepiv naredili, je, da so vzemali vmes vzorce pri prostovoljcih in bodo naknadno naredili encimsko-imunske teste proti necepilnim antigenom. To pomeni, če bodo ugotovili, da je po enem mesecu ali pa po 2 mesecih nekdo, ki sicer ni bil okužen, pa je razvil protitelesa proti nukleokapsidnemu antigenu, bo to znak, da ga je cepivo sicer zaščitilo pred okužbo, ni pa ga zaščitilo pred naselitvijo virusa. In če je virus naseljen na sluzanci, seveda lahko pomeni, da ga je možno tudi prenašati naprej. Torej, vprašanje sterilizacijske imunosti torej iz rezultatov dosedanjih kliničnih študij ne bo razrešeno. Torej, ne bo se vedelo, ali je človek, ki je cepljen, ali lahko prenaša okužbo naprej, čeprav sam ne bo seveda zbolel. Zdaj, kar se tiče stranskih učinkov pri cepljenju in pa dvomov, ali je dovolj, ali so ta cepiva dovolj raziskana ali pa ne. Dejstvo je, da seveda bi bili vsi veliko bolj pomirjeni, če bi raziskave na cepivih potekale že 2 leti. Torej, 2 leti je tak normalno obdobje za klinične študije, ko se dobro ugotovi, če cepivo zanesljivo deluje in pa če
se lahko pojavljajo kakšni dolgoročnejši stranski učinki. Ampak pri cepljenju za COVID je pač treba vedeti, da je COVID bolezen, ki se je pojavila pred slabim letom in da odločitev za cepljenje pravzaprav vedno temelji na oceni, da je mnogo bolj tvegano zboleti za nalezljivo boleznijo, kot pa je tveganje za zaplete po cepljenju. Kar pomeni, da se ne samo med to epidemijo, ampak da se vedno, ko gre za cepljenje, odločamo pravzaprav ne za ali pa proti cepivu, ampak se odločamo med cepljenjem in boleznijo. V tem primeru, ko je velika verjetnost okužb, to še posebno velja. Torej, odločamo se pravzaprav med cepljenjem in pa med COVID-om. Torej, če nekdo sklene, da raje dobi virus kot cepivo, je to čisto korektna odločitev. Točno to je vsebina odločanja. In v tej luči je potrebno gledati tudi razprave o tveganjih in pa stranskih učinkih COVID-a in pa cepiva. Torej, tako COVID kot cepivo ima tveganja za določene stranske učinke. Nekako kratkoročna tveganja poznamo. Tukaj so podatki o cepivu Moderna in tukaj vidimo, kakšna so kratkoročna tveganja, to pomeni v roku 2 mesecev, zato da se pojavijo stranski učinki. In tukaj vidimo, da so ta tveganja razmeroma blaga oziroma so tveganja za blage stranske učinke, nikakor pa ni tvegan za kakšen hujši stranski učinek znotraj časa opazovanja uporabe cepiva. Medtem ko nasprotno, če se odločimo za bolezen, dobro vemo, da je kratkoročno tveganje bolezni kar precejšnje. Torej, tukaj ni primerjave, kaj je bolj tvegano, ali kaj je kratkoročno bolj tvegano, ali biti cepljen ali zboleti. Mislim, da noben ni v dvomu, ali bi kratkoročno rajš imel te blage stranske pojave, kot so vročina pa oteklina na mestu cepljenja, ali bi raje imel klinične znake COVID-a. Kar se dolgoročnih tveganj tiče, pa je treba povedati pošteno, da ne poznamo dolgoročnih tveganj niti za cepljenja, niti za COVID. Torej, dolgoročno tveganje cepljenja zaenkrat niso zaznana, ampak seveda zaradi kratkega časa kliničnih študij jih ni mogoče izključiti. Ampak glede na sestavo cepiv ni pričakovati odstopanj od dolgoročnih tveganj klasičnih cepiv. Po drugi strani pa dolgoročna tveganja za COVID-19 že poznamo. Torej, kronične poškodbe srčne mišice, pljuč, ožilja, centralnega živčevja, to so že tveganja, ki nekako za njih že sklepamo, da bodo tudi dolgoročnejša, in zaradi tega je spet tehtanje med tem, kaj je dolgoročno huje, ali tveganje za cepljenje ali tveganje COVID-a, je pač o tem treba premisliti. Torej, tukaj so sestavine cepiva Moderna, COVID-19. Tukaj vidimo, da je to cepivo pravzaprav zelo preprosto. Vsebuje 100 mikrogramov mRNK, ki kodira stabilizirano prefuzijsko obliko proteina bodice S. Potem pa cepivo vsebuje samo še lipide, ki sestavljajo lipidne nanovezikle in pa nekaj elektrolitov. In to je vse, kar vsebuje to cepivo. Torej, v primerjavi z klasičnimi cepivi, ki vsebujejo mnoge sestavine celičnih kultur, pa adjuvanse, pa antibiotike in podobno, je to pravzaprav cepivo, od katerega ne pričakujemo, da bo izvalo zaradi nečistoč kakršnekoli stranske učinke.
Potem nekoliko bolj komplicirano je ta mRNK cepiva hraniti, ampak pri podjetju Moderna so tudi to hrambo pravzaprav že zelo približali nekako klasični hladni verigi pri cepljenju. Torej, cepivo Moderna je zamrznjeno pri -20 običajno, in sicer v stekleničkah z 10 pripravljenimi odmerki. Torej, v vsaki steklenički je za 10 odmerkov cepiva, ki je že raztopljen, in te stekleničke so lahko potem, ko se odmrznejo, so lahko en mesec na hladilniški temperaturi in pa 12 ur na sobni temperaturi. Ko se jih enkrat odpre, morajo biti porabljene v 6 urah zaradi mikrobioloških vzrokov. Bolj komplicirano je shranjevanje in pa logistika cepiva Pfizer-BioNTech, in sicer to cepivo pride do veletrgovca v zabojnikih z 25 kg suhega ledu, zato ker ga je potrebno držati na temperaturi -70 stopinj Celzija, na kateri zdrži pol leta. Potem 5 dni zdrži tudi na hladnem pri temperaturi 2 do 8 stopinj, vendar kot suha snov. Posebnost tega cepiva je, da pride kot suha snov in ga je treba potem z fiziološko raztopino raztopiti, in po raztapljanju s fiziološko raztopino pa ga je treba uporabiti v 6 urah. Tako da je logistika tega cepiva proizvajalca Pfizer-BioNTech nekoliko bolj zahtevna kot pa za cepivo Moderno. Torej, tukaj bi pravzaprav razpravljal še, zakaj tako nujno potrebujemo učinkovito cepivo proti COVID-19. Torej, dejstvo je, da je pandemija COVID-19 povzročila eno največjih globalnih zdravstvenih, gospodarskih in družbenih kriz v zadnjem stoletju. Zdravljenje te bolezni je zaenkrat pretežno podporno, z raziskavami dokazanega učinkovitega zdravila žal ne poznamo, in zaradi tega je učinkovito cepivo v tem trenutku edino realno upanje, da bo v bližnji bodočnosti možno ustaviti epidemijo COVID-19. Ampak dejstvo je, da ni dovolj cepivo, ampak tisto, kar pomaga, je cepljenje in pa precepljenost. Torej, virus kar sam ne bo izginil za sveta, in brez ustrezne precepljenosti se državam, ki ne bodo uspele v tem, obeta pravzaprav nenehen boj z epidemijo. Ampak ob tem moramo vedeti, da cepljenje še vedno ostane kot vsa cepljenja prostovoljna individualna odločitev. Torej, vsak odloča med cepljenjem ali pa med prebolevanjem bolezni. Zlasti v pogojih epidemije je to pravzaprav odločitev. Ne gre za to, ali je nekomu cepivo všeč ali pa ne, kajti na drugi strani je bolezen, ki zanesljivo pride, če se ne cepimo. Torej, za COVID in za cepljenje, kot sem omenil, že poznamo kratkoročna tveganja, in ta so nedvomno hujša v primeru okužbe kot pa cepljenja. Dolgoročnih tveganj ne poznamo niti po cepljenju, niti po bolezni. Vendar glede dolgoročnih tveganj COVID-a že zdaj lahko sklepamo, da so zelo verjetna, saj so po COVID-19 že zaznali kronične poškodbe srčne mišice, pljuč, ožilja, centralnega živčevja. Dolgoročna tveganja po cepljenju še niso zaznana, vendar jih zaradi kratkega časa kliničnih študij ni mogoče izključiti. Čeprav glede na sestavo cepiv ni pričakovati odstopanj od dolgoročnih tveganj, ki veljajo za klasična cepiva. In zaradi tega je še enkrat potrebno poudariti, da brez ustrezne precepljenosti svetu in pa vsaki državi posebej grozi nenehen boj z epidemijo, medtem ko bi učinkovita precepljenost prihranila veliko življenj.
Pri tem je treba spet priznati, da marsičesa še ne vemo, predvsem ne vemo, kakšen je naš odnos do virusa, torej odnos našega imunskega sistema do virusa, kako hitro se naš imunski sistem odziva na virus in kako dolgo traja ta učinkovit odziv. Torej, če se naš imunski odziv odziva na novi koronavirus podobno kot na prehladne koronaviruse, potem nam grozi vsako hladno sezono nov izbruh epidemije z vsemi ukrepi, ki praktično pomenijo uničenje družbe na dolgi rok. In cepivo bi v tem primeru bila rešitev, kajti pri dobri precepljenosti bi pravzaprav dosegli, da teh vsakoletnih valov epidemije ne bi imeli. Seveda bi bil idealen scenarij, če bi bil naš imunski odnos do novega koronavirusa bistveno drugačen, kot je sicer do prehladnih koronavirusov, da bi na primer imunost trajala leto ali pa še več po preboleli okužbi. V tem primeru bi seveda veliko lažje tudi brez cepiva zaustavili koronaviruse, z cepivom pa seveda že v veliko krajšem času. No, in zaradi tega, ker pravzaprav ne vemo, kakšen je naš odnos do koronavirusa, kar se tiče odpornosti, zaradi tega se je najbolj racionalno pripravljati na naslednjo prehladno sezono na ta način, da se spomladi in pa poleti dobro precepimo. V tem primeru si pravzaprav zagotovimo, kajti cepiva bodo delovala najmanj pol leta, si zagotovimo, da se naslednjo hladno sezono ne bomo spet mučili z epidemijo, kot nam zdaj ustavlja življenje. Še bolj dragoceno pa je, da rezultati učinkovitosti mRNA cepiv kažejo, da pravzaprav jih je možno uporabiti tudi že zelo kratkoročno, namreč če precepimo na primer domove za starejše, glede na rezultate kaže, da lahko že v zelo kratkem času pravzaprav ustavimo okužbe in na ta način rešimo veliko življenj, ki bi sicer do konca pomladi bila izgubljena, če ne bi imeli cepiva. Hvala. Hvala, profesor. Zdaj pa prosim, če nadaljujete še s predavanjem, ki pa je namenjeno še malo pojasnilu, kako je z imunskim sistemom, kadar imamo bolezen KVČB. Upam, da se slišimo. Torej, ko gre za KVČB, je seveda to kronična vnetna bolezen, pri kateri so pravzaprav ena tistih, pri kateri so bila intenzivna vprašanja, ali so bolniki za KVČB v povečani meri občutljivi na COVID, kar pomeni, ali je kliničen potek bolezni mnogo hujši, ali se prej okužijo. In potem se je nekako pokazalo, glede na to, da je bolnikov za KVČB res veliko po svetu in tudi študije so bile pri KVČB so zelo intenzivno potekale takoj od spomladi dalje. No in zaradi tega se je nekako hmalo pokazalo, da pravzaprav da se pravzaprav okužba ni nič bolj pogosta pri ljudeh z KVČB, se pravi
tveganja za okužbo je enako kot pri vseh drugih. Jasno, če so zdravstveni delavci za KVČB, imajo večje tveganje, da se okužijo, tako kot sicer. In tudi nekako faktorji tveganja, se pravi dejavniki tveganja za resno bolezen pri ljudeh, se pravi pri bolnikih s KVČB, se pravzaprav ne razlikujejo od dejavnikov tveganja siceršnje populacije. Se pravi, enako je, ogroženi so starejši z kardiovaskularnimi boleznimi, z hipertenzijo, z diabetesom, z debelostjo. Torej, neko tveganje za težje prebolevanje bolezni pravzaprav ni. Zadnje čase sicer je nekaj publikacij, ki nakazujejo, da bi bilo mogoče tveganje za potek, za težji potek bolezni pri KVČB nekoliko lahko večje, ampak niso pa to neke dramatično večja tveganja. Seveda tveganja so nekako lahko povezana z terapijo. Torej, znano je, da COVID poteka težje pri imunosupresivni terapiji, zlasti ko gre za terapijo z kortikosteroidi, in zaradi tega se je potem, in tukaj so recimo različne imunosupresivne terapije in seveda z rdečo barvo so označene tiste, ki zanesljivo slabšajo potek COVID-a, za zeleno pa tiste, ki nimajo nobenega vpliva na težji potek COVID-a. In tukaj vidimo, da so sistemski steroidi tisti, ki dejansko vplivajo na težji potek katerekoli bolezni, ki jo zdravimo. Torej, ljudje, ki dobivajo kortikosteroide in hkrati dobijo potem COVID, imajo seveda težji potek okužbe. To je predvsem zaradi tega, ker že sam COVID povzroča imunosupresijo in seveda, če se tej imunosupresiji doda še kortikosteroide, ki zavrejo predvsem delovanje citotoksičnih limfocitov T, to pomeni, da se virus zaradi zaviranja citotoksičnih limfocitov T lahko bolj razmnožuje, ker nam ne deluje zaviranje s pomočjo citotoksičnih limfocitov in zaradi tega kortikosteroidi negativno vplivajo na potek COVID-a. Potem precej izrazito slabo na potek COVID-a vpliva še rituximab, se pravi vsa zdravila, ki zavirajo B-celični odziv, zaradi tega, ker tudi smo videli prej, da že COVID sam, se pravi že SARS-CoV-2 močno zavre nastanek protiteles, ker povzroči atrofijo foliklov v bezgavkah. In seveda, če se temu doda potem še zdravila, ki zavirajo nastajanje protiteles, potem COVID definitivno slabše poteka. Enako pri vseh bolnikih, ki imajo pomanjkanje protiteles. Torej, hipogamaglobuleminemija je povezana z težjim potekom COVID-a, ne glede na to, kako nastane. Ali nastane zaradi zdravil, kot je rituximab, ali nastane zaradi osnovne bolezni, kot je recimo CVID, se pravi prirojeno pomanjkanje imunoglobulinov, ali pa nastane zaradi tega, ker se imunoglobulini izgubljajo. Naprimer, izgubljajo se lahko zaradi ledvične okvare, ali pa recimo tudi lahko tudi zaradi KVČB, če se izgubljajo skozi sluznico. Tudi v tem primeru, se pravi, vsakič, ko nastane pomanjkanje protiteles v krvi, je to neugodno za potek COVID-a. Potem seveda nekoliko neugodno vplivajo seveda tudi zdravila, kot so ciklosporin, naprimer, ki zavirajo razmnoževanje limfocitov, ker spet zavirajo tisti odziv proti COVID-u
in v tem primeru pričakujemo nekoliko težji oziroma več ljudi, ki ima ta zdravila, ima potem težji potek bolezni. Potem nekako na meji med tem, da povzročajo težji potek bolezni, so inhibitorji tumornekroznega faktorja, in sicer po eni strani seveda ti inhibitorji delujejo protivnetno, po drugi strani pa seveda zavirajo nekatere določene vidike imunskega odziva, in zaradi tega nekako v odmerkih, ki služijo za vzdrževanje KVČB, se nekako ne smatra, da bi to slabo vplivalo. TNF inhibitorji pravzaprav samo v visokih odmerkih povzročajo slabši potek covida. No in potem so to zdravila, kot so inhibitorji interleukina 17, metotrexat, pa antagonisti interleukina 23, to so biološka zdravila, za katere je pa pravzaprav precej jasno, da nimajo negativnega učinka na potek covida. No in s tem v zvezi seveda so tudi nastala pravila, kakšna so tveganja covida pri KVČB in kako naj se prilagaja terapija, in spet nekatera zdravila seveda ne predstavljajo praktično nobenega tveganja. Omenil sem že zdravila, kot so anti-TNF, samo v visokih odmerkih pravzaprav pomenijo nevarnost za slabši potek covida. Seveda nekatera zdravila, zlasti kortikosteroidi in pa nekateri bolj agresivni imunomodulatorna zdravila, in pa seveda terapije, pri katerih nastane hipogamaglobulinemija, torej pomanjkanje protiteles, v tem primeru pa je to povezano z slabšim potekom covida pri KVČB. In potem, kar se tiče cepljenja. Torej, kar se tiče cepljenja pri KVČB, je nekako se oblikovalo do zdaj povsod zelo enotno mnenje, da je pač treba bolnike s KVČB čim prej cepiti, ko je to mogoče. Torej, praktično ni kontraindikacij za cepljenje pri KVČB, zaradi tega, ker je KVČB je pravzaprav, se pravi, cepivo je pravzaprav mrtvo cepivo, in v vsakem primeru velja enako kot za celo populacijo, bistveno bolj ugodno je imeti tiste relativno blage stranske učinke pri cepljenju, kot pa dobiti COVID. In v pogojih, se pravi v pogojih epidemije, pravzaprav vsak, ki se ne cepi, prej ali slej dobi COVID. Kot sem že omenil, pravzaprav se v zvezi s cepivom odločamo med cepljenjem pa med COVIDom. Se pravi, to ni nekaj, ta bolezen ni nekaj, kar bi lahko odložili v bodočnost, ker je tukaj in zdaj in kuženje seveda poteka. Zdaj, pri testiranju mRNA cepiv je bilo udeleženih pravzaprav veliko preiskovancev, ki so imeli kronične vnetne bolezni, vendar pa premalo, da bi lahko specifično izračunali tveganja, se pravi, posebej za KVČB, ampak svetuje se pravi, ampak pri tej skupini kroničnih vnetnih bolezni ni bilo odstopanj, kar se tiče stranskih učinkov ali pa učinkovitosti cepljenja. Zaradi tega se bolnikom za KVČB priporoča
in tudi pravzaprav vsa svetovna združenja gastroenterologov pravzaprav priporočajo, da se cepi takoj, ko se lahko cepi, ker se na ta način pač prepreči nastanek covida. Potem, kar se imunosupresivnih zdravil tiče, je dejstvo, da lahko imunosupresivna zdravila zmanjšajo odziv na cepljenje, vendar imunosupresija, ki se uporablja za vzdrževanje KVČB, običajno ni take narave, da bi bistveno zmanjšala učinkovitost cepljenja. Se pravi, imunosupresija, tisto, kar bi zmanjšalo učinkovitost cepljenja, bi bila predvsem imunosupresivna terapija v smislu bioloških zdravil, ki napadajo limfocite B, in pa seveda kortikosteroidov. V tem primeru bi bilo za pričakovati manjše učinke cepljenja. Ja, se pravi, to bi bil ta moj dodatek, zdaj bi pa jaz prišel na številna vprašanja. Ja, hvala lepa, profesor. Bova začela kar z vprašanji, nekaj se jih je nabralo že vnaprej, sem jih dobila po mailu, nekaj pa so jih ljudje postavili tudi v živo, tako da bova šla kar po vrsti. Ampak mogoče, če začneva samo z eno aktualno novico najprej, a ne, vi ste lepo razložil, kako naj bi delovala cepiva, te dni smo pa veliko brali tudi o novem sevu virusa. Pa nam povejte, kaj je znanega, če to kaj lahko vpliva zdaj na te naše načrte cepljenja in učinkovitost cepiva? Ja, zaenkrat ni, se pravi, premalo je znanega, da bi kakorkoli lahko o tem sklepali. Pravzaprav niti ni prav veliko znanega o tem novem sevu, se pravi, to je bila v osnovi samo novica, da se je en sev nenavadno hitro razširil. Potem so seveda pri tem sevu začeli secirati, kaj je pri tem sevu genetsko, kaj je značilnost genetska tega seva, in potem so odkrili vsaj 23 posebnosti genetskih pri tem sevu in čisto teoretično z prstom po molekularnem zemljevidu se zdaj malo ugiba, ali ta razširitev pomeni, ali je vzrok tega uspešnega seva, ker to je pravzaprav sev, ki je postal zelo uspešen, ne? Zdaj, ena možnost je, da je postal zelo uspešen zaradi tega, ker je zaradi mutacije na tisti bodici S, da se bolj veže na receptor, in če je to res, to pomeni, da če se bolj veže virus na receptor, da to pomeni bolj trdno, to pomeni, da zadošča manj virusov za okužbo, kar pomeni, da je infektivna doza virusa v tem primeru manjša, in če je to res, potem pomeni, da te ne okuži samo na 1,5 metra, ampak da tudi na 3 metre, recimo, ne? Ker je treba manj virusov za okužbo. Zdaj, to je recimo, ampak to so samo spekulacije, to je treba potem na celicah dokazati, to je samo teoretično, ne? Zdaj, hujša varianta bi bila tudi, ko so neka druga mutacija, tisto, ko je bilo v tem predavanju tisto furinsko mesto, tam so tudi najdeli pri tem sevu neko mutacijo, in zdaj tista mutacija pa precej bi bila v slabši varianti, spekulativni, bi lahko pomenila večjo poškodbo celice, kadar se virus veže na njo, ne? In to bi pa pomenilo lahko, da se teža bolezni lahko pomakne tudi proti mlajšim ljudem, se pravi, ne samo starejšim, ampak tudi proti mlajši populaciji v tem primeru. Kot rečeno, to so samo
to so samo ugibanja s prstom po molekularnem zemljevidu. Ko bodo kaj konkretnega dokazali na celicah, bo druga. Zdaj, kar se cepiva tiče, verjetno protitelesa se pravzaprav oblikujejo, protitelesa primejo celotno površino te bodice S, tako da če je mutacija samo na nekaj mestih, to verjetno pomeni, da se bodo protitelesa še vedno vezala na to bodico S, in zaenkrat verjetno nima smisla kaj spreminjati, dokler se ne bi kaj konkretnega videli, ne. No, tukaj vidim vprašanje, kakšna je razlika med Moderno pa Pfizerjem v količini mRNK, se pravi, ja, pri Moderni je več kot 3-krat več mRNK. Zdaj, kar se teh študij učinkovitosti tiče, se ni pokazalo, da bi bilo to kaj zelo pomembno. Se pravi, v vsakem primeru je bila zaščita tudi pri 30 mikrogramih enako visoka kot pri 100 mikrogramih. Zdaj, lahko pa se pokaže, da to recimo kaj pomeni pri tistem, ko sem govoril o sterilizacijski imunosti, ne. Se pravi, če več tega mRNK pomeni, da nastane več proteina, to pomeni, da nastane najbrž več imunskega odziva. In zdaj, če bi to kaj pomenilo za zaščito sluznice, bi recimo, ampak nič pa zaenkrat še ni dokazano, da je kakšna razlika. Zaenkrat sta cepivi enakovredni, kar se zaščite tiče. Dobro, greva še malo po vprašanjih. Recimo, prejemam biološko zdravilo, sem v postopku IVF, to je umetna oploditev. Januarja imam ustavitev zarodka. Je cepljenje celo obdobje do rojstva nepriporočljivo? Morda tukaj lahko poveva kaj o nosečnosti in podobno. Zdaj, kar se nosečnosti tiče, študije nikoli niso delane. Se pravi, ko se delajo študije za registracijo zdravil, nikoli niso delane na otrocih pa na nosečnicah. Te prve študije. Enostavno zaradi tega, ker je proizvajalcem oziroma v interesu, da pač se zdravila pa cepiva najprej preizkusijo na populaciji, ki ni tako, bom rekel, tvegana, ker vse, kar seveda vključevati otroke na začetku nekako ni etično. Pri nosečnosti je pa tudi znano, da že sama nosečnost pomeni precej burno zdravstveno dogajanje, se pravi, v nosečnosti se marsikaj zgodi, tudi če nič ne interveniramo. In zaradi tega si seveda nobena farmacevtska tovarna ne želi preizkušati nečesa novega v fiziološkem stanju, kjer se itak burno nekaj dogaja stalno. Ker bi se takoj pripisale vsake težave pri nosečnosti, ki itak nastajajo, bi se pripisale potem zdravilo ali pa cepivu. In zaradi tega razloga se te študije seveda ne delajo. Seveda je pa problem to, se pravi, podatkov ni, ker se pač niso vključile te skupine. Seveda, zdaj pa nastal problem recimo pri otrocih. Se pravi, cepivo je registrirano od 16. leta naprej. Zdaj pa je dejstvo, da se otroci tudi kužijo. Se pravi, zato ker ni bilo v skupinah otrok, bodo otroci pravzaprav obsojeni na to, da dobijo COVID. Se pravi, okužbo. Vemo, da pri njih to lažje poteka, ampak seveda, zadnje čase se kar precej otrok, ki so preboleli COVID, prihaja, zdaj imajo že cel oddelek na pediatrični kliniki s tako imenovanim PIMS-om. Se pravi, to je vnetni sindrom, ki nastane po prebolelem COVID-u pri otrocih. In seveda bi bilo verjetno ugodno, če bi
se tudi otroci cepili in zaradi tega so nekako začeli avgusta. Večina teh proizvajalcev je začela vključevati dodatno tudi otroke v tretjo fazo. Ampak podatki o tem ne bodo še vsaj nekaj mesecev in zaradi tega se pač otroci ne bodo cepili. Z nosečnicami je pa tako, da se pravi SMPC-ji za nosečnice, torej ti dokumenti o zdravilih, pravzaprav navajajo nekakšno, nam rekel, opozorilo, da podatkov za nosečnice ni, da pa seveda nosečnice, ki bi se cepile, naj to naredijo po posvetu z zdravnikom. Zdaj, ker nosečnice, se pravi, spet so nosečnice v dilemi, ali se cepiti, ali dobiti COVID. Ker to je v bistvu dilema, ne? In enako velja za potem za dojenje, ne? Torej, če ta dilema je pravzaprav zoprna, ne? To ni tako kot pri drugih cepivih, ko se cepim zato, da mogoče čez 5 let ne bom dobil bolezen, ne? Tukaj pa se cepim, da čez 1 mesec ne bi dobil bolezni. In če se ne cepim, je zelo verjetno, da bom čez 1 mesec dobil. Zaradi tega je pri nosečnicah torej dilema, ker niso bile vključene v študije in zaradi tega formalno ni svetovano, ni pa seveda odsvetovano. In tle se precej, naprimer v Združenih državah izrazito favorizirajo, da se cepijo, medtem ko Evropska skupnost je pa naredila eno tako blago priporočilo, se pravi, ne da bi odsvetovali, ampak priporočajo pa tudi ne. Dobro. Bralka oziroma naša gledalka sprašuje, pravi, da je brca pozitivna in po zdravljenju raka jajčnikov. Ali je vsakršno cepivo zame primerno, ali morda katero ni, ima pa tudi Crohnovo bolezen, tako da sprašuje to. Torej, te dve cepivi, ki sta zdaj, sta v kategoriji mrtvih cepiv. Se pravi, nič se pravzaprav ne zgodi, razen tistega vnetja, ki nastane zaradi imunskega odziva proti antigenu, ki ga cepimo, in pa vročine, kar pomeni, da tudi v tem primeru ni nobene kontraindikacije. Naprej sprašujejo, ali bi lahko mehanizem tega cepiva, RNK, deloval tako, da bi povzročil odziv imunskega sistema na napačnih mestih. Verjetno ljudi skrbi, da bi se jim poslabšala njihova osnovna KVČB bolezen ali pa morda bi cepivo povzročilo kakšno drugo bolezen, morda celo tisto, za katero so ljudje cepljeni. Rekli ste, da je mrtvo cepivo, tako da sklepam, da to ni možno, ampak če mogoče to še malo pojasnite. Ja, se pravi, cepivo je samo protein, se pravi, mRNK ni nič drugega kot pač ta običajna celična informacija za to, da se naredi nekaj proteinov in točno to naredijo celice. Tega se naredi neprimerno manj kot ob najmanjši virusni okužbi, ker tudi virusna okužba naredi isto, ne? Se pravi, če virus gre v celice, se enako na osnovi virusne nukleinske kisline prepiše mRNK in potem celice delajo, kot sem prej kazal, celice delajo virusne proteine, sam seveda ob virusni okužbi je ta tvorba proteinov, bom rekel, milijonkrat večja in tudi delajo se vsi proteini virusni, ne samo, se pravi, tudi tisti, ki delujejo toksično, ne samo ta protein bodice S. Tako da
Tako da v primeri z okužbo, se pravi, v primeri z COVID-om kot okužbo je seveda možnost neke sprožitve nekega vnetnega pa avtoimunskega stanja sigurno manjša, ker če nastane citokinski vihar pri COVID-u, to lahko aktivira mnogo več avtoimunskih reakcij, kot pa tista lokalna aplikacija cepiva. Kar nekaj gledalcev sprašuje, poleg KVČB-ja imajo še pridružene bolezni, navajajo visok pritisk, CMV virus, diabetes. Ali so kakšne od takih bolezni še poleg KVČB-ja, ki bi lahko bile problematične z vidika cepljenja? Jaz bi rekel ravno obratno, več ko ima nekdo pridruženih bolezni, večje razloge ima za cepljenje, kajti COVID pa pridružene bolezni ne gre dobro skupaj. In če cepljenje prepreči COVID, je to samo plus, kar se tega tiče. Se pravi, ljudje, ki imajo, in zaradi tega so tudi ljudje, ki imajo več pridruženih bolezni, na vrhu prioritet za cepljenje. Zato, ker njim cepljenje pa seveda pomeni največ. Se pravi, ker jim prepreči COVID, ki pri takih ljudeh poteka verjetno v težki obliki. Še težje, ja. Kar nekaj ljudi je pisalo z vprašanji o alergijah. Navajajo, da imajo intoleranco na laktozo, da so alergični na cvetni prah, na jajca. Kako je z alergijskimi reakcijami? Nekaj smo brali, da jih je bilo nekaj na sestavine v novem cepivu, ampak ne vem, na katero sestavino oziroma kaj se je dogajalo. Ja, edina sestavina, ki je potencialno alergogena, je polietilenglikol. To je sestavina teh veziklov. Polietilenglikol je alergen, sicer ne zelo pogost, kajti polietilenglikol je v precej bioloških zdravilih, ker deluje kot, se pravi, vezni člen, na primer pri monoklonskih protitelesih, je pri nekaterih zdravilih, potem je tudi v drugih, recimo pri endoskopiji se tudi uporablja, ko se aplicira za čiščenje črevesa, je noter tudi polietilenglikol. In še torej polietilenglikol je v medicini zelo pogost, se uporablja. Alergije malo na polietilenglikol, se pravi, to so redke alergije. In seveda, če ima nekdo alergijo na polietilenglikol, ne sme uporabiti niti cepiva Moderne, niti Pfizerja, ker je v obeh cepivih polietilenglikol. In tudi, kar se tiče te anafilaksije, se nekako sumi, se pravi, te težke alergije, ki sta je dobila 2 v Angliji, se nekako sumi, da bi šlo za, oba sta imela že v preteklosti anafilaktično reakcijo in nekako največji sum je na polietilenglikol. Vse druge opredeljene alergije niso kontraindicirane, kajti če je nekdo alergičen na jajca, potem ve, da je alergičen na jajca in tega ni v cepivu. Ali pa če je nekdo dobil, na primer, anafilaktično reakcijo na čebelo ali pa na oso, je pač alergičen na čebelo in pa oso in tega pač ni v cepivu. Se pravi, vsak, ki ve točno, na kaj je alergičen, se pravzaprav lahko cepi, ker ve, na kaj je alergičen. Problem s tistimi, ki ne vemo, ne? Problem je, vse kontraindicirano je samo anafilaktična reakcija v preteklosti. Se pravi, če je to dobil anafilaktično reakcijo, pa ne ve, na kaj je dobil. V tem primeru ni priporočljivo cepljenje. Če pa ve, da je dobil po piku čebele, pa pravzaprav ni nobenega razloga, da se ne bi cepil, ker čebele ni v cepivu.
Dobro. Zdaj, kar nekaj vprašanj je bilo v zvezi z biološkimi zdravili, ki so jih ljudje v mailih prav izrecno navajali, ampak vi ste pokazali eno dobro preglednico. Če samo ponoviva, med biološkimi zdravili je torej nekaj takih skupin bioloških zdravil, kjer je treba preveriti s svojim zdravnikom, specialistom, verjetno na kakšnih odmerkih smo, če bi bilo to problem pri TNF-alfa? Kar se anti-TNF zdravil tiče, so predvsem odmerki, tisti, ki so važni. Zdaj, seveda, kortikosteroidi so nekako na vrhu neugodnih za potek covida in pa seveda vsa biološka zdravila, ki vplivajo na protitelesa in pa na limfocite B. Torej preveriti s svojim zdravnikom, katero zdravilo imate in če ima takšen vpliv. Zdaj greva pa še na tale vprašanja, ki so bila postavljena v živo. Zakaj do letos ni bilo praktično nobenega cepiva, ki vsebuje mRNK? Verjetno bolj kakšen komentar z vaše strani? Ja, enostavno ta platforma je tako nova, da noben ni resno mislil, da bi se razvila do te mere. Pravzaprav ni bilo ta pravih potreb, ne? Potreba se je vzpostavila šele letos, zaradi tega, ker je treba narediti milijarde cepiv. Se pravi, to je pravzaprav edina tehnologija cepiv, pri kateri je mogoče dobesedno z industrijsko, biosintetsko narediti te ključne molekule, mRNA, in to v zelo kratkem času. Se pravi, te biosinteze potekajo v zelo kratkem času in zaradi tega so pač države, se pravi, ki želijo predvsem te javnozdravstvene cilje, kar pomeni, da bi se zaustavila pandemija, zato so pograbile to tehnologijo, ki je bila prej seveda eksperimentalna, in če ne bi bilo covida, tudi verjetno še naslednjih 5 ali pa 10 let ne bi nihče naredil. Ne bi nihče vlagal v to, da bi se naredilo v resnici kakšno cepivo. Prej sva rekla, da bi biološka zdravila lahko morda zaradi svojega vpliva na imunski sistem zmanjšala učinkovitost ali pa bila kontraindicirana s cepljenjem. Zdaj pa tule nekoga zanima, ali bi cepljenje lahko obratno znižalo učinek bioloških zdravil? Ne, ni nobenega razloga. Zdaj, nekateri mislim, da od naših gledalcev potrebujejo pojasnilo, zelo jih skrbi namreč to, da KVČB razumejo kot avtoimuno bolezen in da se ponavadi pri takih boleznih cepljenje odsvetuje. A je to pravilno razmišljanje? Zdaj, seveda se pri avtoimunskih boleznih se pač odsvetuje vsako povzročanje večjega vnetja. To je jasno, ne? Se pravi, vsaka stvar, ki povzroča obsežnejše sistemsko vnetje, tvorjenje citokinov, vsaka taka stvar, se pravi, vsako tako stanje poslabša lahko, se pravi, omogoči dostop avtoimunskih limfocitov v tkiva, kjer jih sicer ni, zato ker takoj, ko se povečane količine citokinov pojavijo v žilah, ti citokini na endotelnih celicah povzročijo nastanek adhezijskih receptorjev in potem žile povlečejo v tkivo vse limfocite, ki so bili kdaj v življenju v tistem tkivu že aktivirani. To je splošen princip in zaradi tega nobena sistemska vnetna bolezen ni ugodna pri avtoimunskih boleznih. Ampak seveda tudi nobena aktivna sistemska okužba ni ugodna. Se pravi, COVID kot pravzaprav sinonim za citokinski vihar gotovo ni ugoden za avtoimunske bolezni.
ker pravzaprav naredi točno tisto, kar ne želimo v zvezi z avtoimunostjo, se pravi, naredi citokinski vihar, ki povleče limfocite na tista spominska mesta, kjer so včasih že bili, ko so bili v aktivni fazi bolezni. Princip zdravljenja avtoimunskih bolezni je vedno, da se limfocite z zdravili spravi iz tkiv in se jim potem ne dovoli nazaj v tkiva. Kar pomeni, da je treba vedno paziti, da ne nastane sistemsko vnetje, ker sistemsko vnetje je vedno riziko za žile, da povlečejo avtoimunske limfocite, ki so v krvi, spet nazaj v tkiva in je vedno to tveganje potem povečano. Ampak kot rečeno, tudi okužbe so tveganje, ker tudi pri okužbah nastanejo citokini in v tem primeru gre pravzaprav za to, ali zberemo relativno malo vnetje, ki nastane pri cepljenju, ali zberemo precej večje vnetje, ki nastane pri okužbi. Kakšno je tveganje pri cepljenju ali pa okužba s covidom za človeka, ki je že imel večkrat zdaj pa bom težko prebrala, Henoch-Schönlein purpuro. Purpura, ja. In ima znake KVČB. Ja, to bi pa mogli, če je sploh kakšna študija, jo jaz nisem videl, bi mogli kar revmatologe vprašati, ker to je zelo specifična skupina bolnikov in mogoče, da je kakšna študija nekako od spomladi naprej prišla, ampak kot rečeno, jaz jo nisem še videl. Prej sva bila pri nosečnicah, pa nisva posebej omenila ženske v rodni dobi. Vemo, da smo imeli en zaplet v javnosti tudi s temi informacijami. A je kakšen vaš komentar na to? Ja, ta zaplet je nastal zaradi čistih špekulacij. Se pravi, nekdo je šel z prstom po molekularnem zemljevidu in se mu je zdelo, da je protein S podoben, da je podoben pač proteinu, ki je v postelci. To so seveda zelo hitro v teh raziskovalnih krogih pravzaprav ne zavrgli, ampak več ali manj je bilo kot bolj, več ali manj je bilo dojeto kot šala, se pravi, kaj si lahko kdo izmisli, kar tako za prstom po zemljevidu. Se pravi, ni nobenih eksperimentov, nobenih dokazov, nobenih kliničnih pravzaprav razlogov, ki bi nakazovali, da se to res dogaja. Se pravi, to je čisto tako iz zraka prišlo, kot neka novica internetna. In po pravici povedano se s tem nihče sploh ne ukvarja, razen na FB-ju. Na FB-ju. Omenjen je bil aldosteron, imam diagnozo primarni aldosteronizem zaradi hiperplazije nadledvičnic. Jemljem zdravilo Inspra. Verjetno bi ga zanimalo, kako je s cepljenjem. Ja, spet. No, spet ni kontraindikacije, mislim, za to zadevo. Se pravi, kot rečeno, ni razloga, da cepivo ne bi prijelo in ne bi bilo slabo, če bi prijelo, da bi preprečilo COVID. Še eno podobno, nadledvična žleza mi ne deluje, jemljem hidrokortizon. Je potrebno ob cepljenju preventivno povečati količino vnešenega zdravila? To so malo bolj specifična vprašanja. Ne, se pravi, pri cepljenju je pravilo, da se ne spreminja režime zdravljenja. To pravzaprav najbolj, kar ponavadi je zdravljenje ravno to, da človeka spravi v najbolj stabilizirano stanje in bi pravzaprav nesmiselno, da ga spravljamo iz tega stanja zato, da bi cepili.
kar nekaj vprašanj v zvezi s tem, kaj to pomeni dobra precepljenost oziroma koliko procentov populacije bi bilo potrebno cepiti. A smo zdaj pri COVID-u že kaj bolj enotni, kolikšen je ta procent? Ja, ciljni je še vedno 60%, ne? Se pravi tisto, kar bi bilo zaželjeno pred jesenjo imeti, je nekako 60%, da se ne bi bali ponovnih zapor pa vsega tega, kar pravzaprav verjetno bomo to zimo še nekako zdržali, ne verjamem pa, da lahko družba funkcionira z takim režimom še naslednjo. Ja. Koliko časa po prebolelem COVID-u se lahko damo cepiti? Mislim, da sem že prebrala vašo izjavo nekje, da se je priporočljivo cepiti tudi, če smo že preboleli COVID, a so kakšni nasveti še kdaj? Ja, ta priporočila nekako zdaj v obdobju, ko pravzaprav manjka cepiv, se itak, naprimer zdaj, ko se bo cepilo v domovih za starejše, se ne bo cepilo, se bo precepilo pravzaprav vse, ki še niso zboleli. Je pa priporočilo, ampak nekako se smatra po 3 mesecih. Se pravi, nekako 3 mesece je človek skoraj zanesljivo zaščiten, če zboli. Tako da tisto naknadno precepljenje pride v poštev nekako od 3. meseca naprej. Obstaja podatek o poteku bolezni COVID-19 pri pacientih, ki so brez debelega črevesa in imajo ileostomo, sprašuje gospod, razmišlja, da je debelo črevo tudi imunski organ. Ja, moram reči, da jih ne poznam, če obstaja. Da bi, dvomim pa, da je kaj zelo posebenega v tem smislu, kajti tisto, kar je nekako rizično, je to, če se skozi črevo izgubljajo imunoglobulini, kar ni pri ileostomi, ne. Se pravi, vsa stanja, kjer se izgubljajo imunoglobulini, so povezana potem z težjim potekom COVID-a. Kaj pa KVČB in antifosfolipidni sindrom, globoka venska tromboza in avtoimuni hipertireoiditis skupaj? In pa COVID, mislite, ne? Verjetno, ja. Ja. Ali pa cepljenje. No, kar se cepljenja tiče, spet je enostavno odvisno od se pravi, je pravzaprav lahko samo pozitiven učinek, če cepivo seveda prime, če ni preveč terapije, odvisno je od tega. Ampak seveda ni se treba ozirati na terapijo, pač bolj ali manj prime. Se pravi, verjetno cepivo manj prime, če je terapija intenzivnejša, ampak to ni razlog, da se z mrtvimi cepivi ne bi cepili, ne. Že pri imunodeficitnih, kjer se odločamo o cepljenju, pravzaprav se zelo hitro odločimo za cepljenje z mrtvimi cepivi, ker vse, kar nastane, je boljše kot nič po cepljenju. Medtem ko za to specifično se pravi kombinacijo, pa spet ne morem reči, da sem že kje prebral, kako poteka COVID. Je cepljenje mladostnikov starejših od 16 let s sladkorno boleznijo tipa 1 priporočljivo? Ja, z enako računico kot sicer, ne. Se pravi, vsako pridruženo tveganje je večji razlog za cepljenje, ker je pač potek COVID-a težji. Vprašanje, zelo nekaj jih je bilo o povezanosti cepljenja proti gripi
pa cepljenja proti COVID-u. En bralec sprašuje, če je slučajno to kakorkoli povezano, cepljenje proti gripi, s hitrejšim obolevanjem za COVID-om, ker je teden dni pred obolenjem se cepil proti gripi. Ne, je sicer nekako v smernicah, da se cepljeni ločita med sabo. Torej, zdaj te smernice so različne, od enega tedna do 2 tednov, da mora biti med enim pa drugim cepljenjem. Niti ne zato, da bi cepljeni drug na drugega kaj zelo vplivali, ampak enostavno zato, da se morebitni vnetni, neželeni učinki ne mešajo pri obeh cepivih, ne. Zaradi tega skoraj ni smernic, ki bi dovolile manj kot 7-dnevni razmik. Se pravi, nekateri zahtevajo 7 dni, drugi pa 14 dni med obema cepljenjima. Zdaj, da bi cepljenje proti gripi vplivalo na COVID, to ste vprašali tudi? Ja, verjetno je misel, da bi pravi, da se je teden dni pred obolenjem cepil proti gripi, pa da bi na to obolevanje kakorkoli hitrejše obolevanje vplivalo cepljenje. To ni pokazano. So to precej, ker so bile te spekulacije, so jih precej študirali, ampak se je pokazalo prej obratno, da cepljenje pravzaprav omogoči ugodnejši potek COVID-a. Se pravi, če se cepimo en mesec preden dobimo COVID, je pravzaprav verjeten, da bo COVID v blažji obliki, zaradi tega, ker delujejo tisti nespecifični učinki cepljenja. To pomeni, da se aktivira imunski sistem in da potem citotoksični limfociti prej se odzovejo na virus, kot pa bi se brez te stimulacije. Nekoga zanima, če je cepljenje dovoljeno v aktivni obliki bolezni. Prej ste že omenili, ko je nekdo v remisiji, ima neko zdravilo, ni smiselno prekinjati, ker si ne želimo zagona bolezni. Verjetno. Ja, torej spet v aktivni, svetovano je vedno posvet za tistim lečečim zdravnikom, ki pol presodi, se pravi, koliko je bolezen aktivna, pa katera zdravila so zraven, pa bi bilo mogoče smiselno takoj cepiti ali ga prestaviti čez nekaj časa. COVID in astma in cepljenje. To je še zadnje vprašanje, ki ga imava. Pogledala bom še, povejte. Se pravi, COVID in astma pravzaprav nista zelo. Se pravi, COVID presenetljivo ne vpliva zelo neugodno na astmo. Seveda se svetuje absolutno cepljenje iz istih razlogov, ker je, se pravi, COVID astmatiki nimajo hujše oblike COVID-a. Se pravi, nimajo blažje oblike, ne? Ampak ni pa tisto, kar se je pričakovalo sicer po pravici povedano. Ko pa bojevci imajo, astmatiki pa nimajo. Ja, pričakovalo se je, da bodo tudi astmatiki, ampak v resnici ni tako. Je pa seveda enako dober razlog kot vse, da se cepijo in da si na ta način preprečijo zbolevanje za COVID-om, ker pač tudi pri astmatikih ni to užitek. Dobro, nekaj vprašanje še prek YouTubea prišlo, ker smo prenašali tale dogodek tudi na tistem kanalu. Nekaj, kar se mi zdi zelo zanimivo vprašanje, do zdaj še ni bilo cepivo za prehladne koronaviruse, kako verjetno je, da bo cepivo izkoreninilo COVID-19. To je povezano s tem, ali, ko ste rekli, da še ne vemo čisto dobro, ali bo cepivo res doseglo trajnejšo imunost, ki bi nam bila dejansko v pomoč v boju proti epidemiji. Ja, seveda, to je dejansko odvisno. Torej,
Zdaj, lahko se spekulira, da bo cepivo boljše od imunosti na koronaviruse. Ne? Zdaj, dejstvo pa pri hladnih virusih ni pravzaprav bilo kakšnega hudega interesa za delanje cepiva, ker so spet prehladni koronavirusi so samo en mali del povzročiteljev prehlada. Ne? Torej, vprašanje, če bi kakšen proizvajalec naredil cepivo proti njim, vprašanje, kako bi ga sploh plasiral, se pravi, kako bi sploh... Koga bi to zanimalo, ne? Koga bi to zanimalo in zaradi tega se to ni delalo. Poleg tega imunski odziv na prehladne viruse je res kratek in seveda zdaj, se pravi, tega problema ni bilo v radarju proizvajalcev cepiv. Seveda je postal problem, ko je postal COVID pandemija, ne? In v tem primeru se pa seveda je začel misliti na to, da bi lahko naredili podobno cepivo, ki bi bilo bolj učinkovito od okužbe, podobno kot je recimo HPV, kjer imamo tudi samo okužbo, ki prizadene sluznico materničnega vratu, ne, in ki relativno slabo, ki je slabo imunogena, zato ker se v glavnem dogaja na sluznici, slabo prodre do bezgavk in zaradi tega je malo imunskega odziva. Medtem ko, če se naredi cepivo v mišico, se pa naredi zadosti protiteles, da potem preprečijo vdor virusa. In v tem primeru je dejansko cepivo bistveno bolj učinkovito kot pa naravna okužba in tudi v tem primeru se je začelo za to razmišljati, da bi bilo tudi proti temu koronavirusu pravzaprav cepivo lahko daljše, kot pa je naravna okužba. Se bo pa seveda to šele pokazalo, ker seveda ni tudi izključeno, da je naravna okužba proti covidu, da povzroča tudi daljši imunski odziv kot prehladni, ne? Zaradi tega, ker posebno zato, ker je proti hujšim oblikam covida, ne? Ker že zdaj vemo, da recimo protitelesa proti blagim oblikam zginejo po 2-3 mesecih, medtem ko protitelesa proti hujšim oblikam covida pa vztrajajo tam 4 mesece, 5 mesecev, tudi pol leta, zaradi tega, ker virus prodre globlje v tkivo in zaradi tega nastane tudi obsežnejši in pa dolgotrajnejši imunski odziv. Tako da je možno, da tudi pri covidu vendarle nastane, vsaj upamo tako, trajnejši imunski odziv kot proti prehladnim koronavirusom. Ampak tega še nobena ve. Ja. Dobro, mislim, da sva vsaj večino vprašanj odgovorila in lahko počasi zaključiva. V bistvu nam na koncu ostane prav to upanje, ki ste ga zdaj na koncu omenili, ne, da bo tole cepivo v bistvu nekoliko bolj zvito kot naš imunski sistem v boju proti virusu in nam zagotovilo trajnejšo imunost, pa da ne bo kakšnih resnih neželenih učinkov, ki bi nekako bili kontra ideji, ne, da bomo s cepljenjem mogoče vse skupaj premagali, vsaj zaenkrat tako kaže. Jaz vam vsem, ki ste vztrajali do konca, želim predvsem mirne praznike brez večjih presenečenj, pa ostanite z nami, spremljajte nas, verjetno bomo tudi prihodnje leto še kakšen webinar za vas organizirali. Vam, profesor, pa najlepša hvala. Ja, hvala tudi vam, pa vsem, ki so poslušali. Ja, srečno. Adijo. Srečno.